Leta 1859 je Teresa Baioli Sickles postala središče enega najbolj šokantnih škandalov v Ameriki. Imela je afero s Philipom Bartonom Kejem II. In ko je njen mož Daniel Sickles izvedel resnico, je njenega ljubimca ustrelil sredi belega dne. Philip je bil pomembna osebnost in njegov javni umor je sprožil senzacionalno sojenje, ki je prevzelo narod in zavedno spremenilo pravno zgodovino. Teresa Baioli se je rodila v New Yorku leta 1836, čeprav natančen dan in mesec nista znana. Njen oče je bil Giuseppe Antonio Baioli, premožen italijansko rojeni skladatelj in operni direktor. Bil je vodja italijanske operne skupine, ki je leta 1832 obiskala New York. Medtem ko je bil tam, je spoznal slavnega libretista, ki je postal učitelj glasbe, Lorenza da Pontea. Ko se je začel več družiti z družino da Ponte, je spoznal Mario, verjetno Lorenzovo posvojeno hčer, čeprav nekateri vidi trdijo, da je bila posledica zunajzakonske afere. V tem času je bil Giuseppe v svojih srednjih 30-ih, medtem ko je bila Marija komaj najstnica. Kljub temu so zvezo dovolili in najverjetneje sta se poročila leta 1834, ko je bila Marija stara komaj 15 let. Teresa se je rodila 2 leti kasneje. Teresa je odraščala v globoko glasbenem in kozmopolitskem okolju, ter je večino svoje mladosti preživela v domu svojega dedka, Lorenza da Pontea, ki je desetletja prej slavno sodeloval z Wolfgangom Amadeusom Mozartom. Obkrožena z umetniki, jeziki in idejami so jo opisovali kot zelo inteligentno, že v najstniških letih pa je Teresa govorila več jezikov in z lahkoto igrala več glasbenih instrumentov. Toda ta kultivirani, skrbno negovani svet je ne bi dolgo ščitil, saj bo, kot bomo kmalu videli, pritegnila pozornost moškega, katerega ime jo bo naredilo razvpite. V zgodnjih 50 letih 19. stoletja, ko je Teresa vstopila v najstniška leta, so jo že opažali zaradi njene izjemne lepote in vse večjega šarma. Potem je, leta 1851, srečala Daniela Sicklesa, vendar to pravzaprav ni bilo njuno prvo srečanje. Daniel se je rodil 20. oktobra 1819 in je bil sin newyorškega odvetnika ter lokalnega politika. Daniel je prav tako postal odvetnik, čeprav je v poznih 1830-ih in zgodnih 1840-ih delal v mestnem založništvu. To ga je pripeljalo v stik s kulturnimi osebnostmi, kot sta Lorenzo da Ponte in Antonio Baioli, ki so imeli objavljene nekatere svoje glasbene zapiske. Bil je tudi prijatelj s sinom da Ponteja, profesorjem, ki je deloval v New Yorku. Kljub kasnejšemu uspehu so njegovi starši v njegovih zgodnjih 20-ih menili, da je nemiren in potrebuje vodstvo. Zato naj bi ga namestili v učen dom Lorenza da Ponteja, kjer je študiral francoščino in italijanščino. Pravijo, da je tam živel približno 1 leto, v poznih 1830-ih, ko je bil star okoli 20 let. Teresa pa je bila še dojenček. Kot omenjeno, sta se ponovno srečala leta 1851, ko si je Daniel že ustvaril ime kot lokalni politik v skupščini zvezne države New York. Daniel se je hitro zaljubil v mlado Tereso in ji kmalu zaprosil za roko. Toda kljub njegovemu družbenemu položaju in dolgotrajnemu poznanstvu z njeno družino, so Baiolijevi sprva niso dali soglasja. Ne glede na to se je Daniel s Tereso vseeno civilno poročil 17. septembra 1852. Njuna zveza pa je bila kasneje uradno priznana tudi na cerkveni poroki, potem ko je njena družina dala svoje soglasje. Ni povsem jasno, kakšna je bila natančna starostna razlika med njima. Splošno velja, da se je Daniel rodil ina leta 1819, čeprav je kasneje trdil, da je bil rojen ina leta 1825, verjetno zato, da bi zmanjšal opazno starostno razliko med seboj in svojo mlado ženo. Če sprejmemo zgodnejši datum, je bil tik pred svojim 33. rojstnim dnem, medtem ko naj bi bila Teresa po splošnem prepričanju stara približno 16 let. Ko sta se poročila, zakon pa se je kmalu razpletel v škandal. Zakon med Danielom in Tereso se je začel precej običajno. Teresa je pozno spomladi, leta 1853, rodila hčerko, ki sta jo poimenovala Laura Buchanan. Težko je ugotoviti, ali sta sumila, da je bila Teresa noseča, ko sta se poročila prejšnjega septembra, čeprav sta najverjetneje tako ali tako načrtovala poroko. Tako torej ni šlo za tako imenovano poroko zaradi nosečnosti. Poleg tega začetnega vtisa zakonske normalnosti je bil zakon od samega začetka problematičen. Daniel ni bil ženskar, ko se je leta 1852 poročil s Tereso, vendar so okoli njegovih dejanj krožile govorice. Nekoč ga je newyorška skupščina uradno oštela, ker se je družil z znano prostitutko in jo pripeljal v prostore skupščine.
Špekulacije so se še povečale zaradi dejstva, da je bil pogosto odsoten od doma. Naprimer, kmalu po rojstvu Lore je Daniel odpotoval v tujino kot del trgovske delegacije v Veliko Britanijo v imenu vlade predsednika Franklina Piercea. S seboj v Anglijo je iz New Yorka pripeljal isto prostitutko, Fanny White, in jo celo predstavil kraljici Viktoriji v Londonu. Ko se je vrnil domov, je bil leta 1856 izvoljen v predstavniški dom ZDA in naslednje leto nastopil mandat. Takrat sta se Daniel in Teresa preselila v Washington DC in se naselila blizu trga Lafayette v središču političnega življenja. Tam je Teresa hitro postala izstopajoča osebnost v elitni družbi, znana po svoji lepoti, šarmu in gostoljubnosti. Celo pridobila je vzdevek kraljica washingtonske družbe. Skupaj sta delovala kot popoln par, a v ozadju so Danielove ponavljajoče se afere razkrivale drugačno zgodbo. Potem je marca 1857 med inavguracijo predsednika Jamesa Buchanana Teresa spoznala visokega, postavnega moškega po imenu Philip Barton Key II. Philip je bil sin Francisa Scotta Keya. Francis je bil znan ameriški pesnik in odvetnik. Najbolj znan je bil potem, da je napisal pesnitev z naslovom Obramba trdnjave McHenry, navdihujoče nacionalistično delo, ki je bilo napisano o obrambi trdnjave McHenry v Baltimoru v Marylandu, kjer so se Američani branili pred Britanci med vojno leta 1812. Vsi danes poznamo to pesem, čeprav jo je le malo kdo slišal pod tem imenom. Kasneje je bila uglasbena in danes jo poznamo kot Star Spangled Banner. V Washingtonu sta Philip in Teresa zahajala v iste družabne kroge in pogosto sta se srečevala na druženjih in prireditvah, kjer sta se postopoma zbližala. Ker je bil Daniel pogosto odsoten zaradi političnih obveznosti, je Teresa redno obiskovala te dogodke sama, a Philip ni bil nikoli daleč od nje. Še vedno zelo mlada in vse bolj osamljena, se zdi, da je postajala razočarana nad svojo poroko. Do pomladi 1858, ko sta Sicklesova že približno leto dni živela v Washingtonu, se je njeno prijateljstvo s Philipom spremenilo v afero. Philip je bil pomembna osebnost v Washingtonu, ki je služil kot zvezni tožilec za zvezno okrožje Columbia. Rođen je bil leta 1818 in je bil 18 let starejši od Terese, ki je bila takrat stara približno 22 let. Philip je bil tudi vdovec s 4 otroki in je veljal za enega najlepših moških v mestu. Razmerje med Philipom in Tereso je trajalo skoraj celo leto in je bilo večinoma skrito pred javnostjo. Kljub njunim prizadevanjem za skrivnostnost, je Philipova vse večja navezanost postajala težko prikrita. Pogosto so ga videli, kako se zadržuje v bližini njenega doma ali se pojavlja kjerkoli je bila. Oba sta se pogosto srečevala, včasih na ulici ali v njeni kočiji, sčasoma pa sta si uredila tudi bolj zasebna srečanja. Philip je celo najel majhno hišo le nekaj minut od Sicklesove rezidence, kjer sta se lahko skrivaj srečevala. Ko je Philip šel mimo Terezine hiše, je pomahal z robčkom in če mu je Teresa odgovorila na enak način, sta se srečala v hiši. Toda prav ta znak je bil tisti, ki je na koncu pripeljal do njegovega poguba. Kljub njunim poskusom, da bi razmerja ohranila v skrivnosti, je Daniel 24. februarja 1859 prejel anonimno pismo, v katerem je bilo zapisano, da ima njegova žena afero. Besen je Daniel soočil Tereso. Sprva je zanikala afero, vendar je pod pritiskom popustila in napisala podrobno pisno priznanje, v katerem je opisala svoja srečanja s Philipom. Po vsem tem jo je prisilil, da je obljubila, da ga nikoli več ne bo videla. Ne vemo natančno, kdo je poslal pismo Danielu, vendar je bila afera med Tereso in Philipom očitno splošno znana med osebjem v hiši Sickles, zato je to lahko bil nekdo, ki je preprosto videl Philipa prihajati in odhajati. Kar pa zagotovo vemo, je, da je bil Philip Barton Key II umorjen le 3 dni kasneje, 27. februarja 1859 na trgu Lafayette v Washingtonu DC. Trg Lafayette je danes znan kot predsedniški park. Tistega dne je Daniel Sickles zagledal Philipa Keya pred svojo hišo na trgu in verjel, da maha z robčkom ter s tem Teresi daje znak, naj pride ven. Philip je bil zaskrbljen, saj že več dni ni slišal ničesar od Terese. Zato je najel sobo v Cosmos klubu, ki je bil na nasprotni strani trga Lafayette, neposredno nasproti Sicklesove rezidence. Na Philipovo žalost ni vedel, da je bila afera razkrita, in medtem, ko je nič hudega sluteč čakal na trgu, se je Daniel oborožil z več pištolami in se pripravil, da ga sooči. Po besedah bližnjega očividca dogodkov in odvetnika Samuela F. Butterwortha, je Daniel, ko je zagledal Philipa zunaj, planil ven in pristopil k Philipu. Nato je zakričal:
Ti, Baraba, osramotil si mojo hišo. Umreti moraš, Filip je odvrnil. Zakaj? Nato je Daniel izvlekel pištolo in ustrelil Filipa. Prvi strel je oplazil Filipovo roko, nato je prišlo do pretepa. Oba sta se začela boriti med seboj, medtem pa je Daniel Sickles uspel izstreliti še en strel, ki je Filipa zadel pod dimelj. Ranžen je Filip omahnil stran in poskušal skriti za bližnje drevo. Medtem ko je to počel, je zakričal: Na pomoč, ne ubij me! Vendar je bil Daniel res odločen, da ga ubije, zato se je približal in iz neposredne bližine izstrelil še 2 strela. Eden od teh strelov je zatajil, drugi pa je Filipa zadel naravnost v prsi in povzročil smrtno rano. Daniel je pobegnil, medtem ko so Filipa odvlekli v bližnjo hišo, kjer je kmalu zatem umrl. Kasneje tistega dne so Daniela aretirali, potem ko se je zatekel v dom pravosodnega ministra Jeremiaha S. Blacka. Vendar ga niso zadrževali v pogojih, kot bi jih morda pričakovali. Aretacija Daniela Sicklesa je povzročila senzacijo v Washingtonu. Čeprav so ga zadrževali v zloglasnem, s podganami preplavljenem zaporu, so bile njegove lastne okoliščine daleč od običajnih. Dovolili so mu nenavadno udobje, vključno z obroki od doma in ogrevano sobo, ter je stalno sprejemal obiskovalce od družinskih članov do pomembnih osebnosti washingtonske družbe. Medtem ko je sedel v priporu, so časopisi po vsej državi pograbili zgodbo in škandal podrobno opisovali. Ko se je sojenje začelo, 4. aprila, se je zunaj zbrala ogromna množica. Sickles je bil do konca 50. let 19. stoletja dovolj premožen človek in najel je vrhunsko ekipo 8 odvetnikov, ki jo je vodil James Brady, odvetnik iz New Yorka, znan potem, da je priče ustrahoval. Nasprotno pa je tožilstvo vodil Robert Old, odvetnik z omejenimi sposobnostmi. Sickles je bil priljubljen politik in med izbiranjem porote so ocenili, da bi lahko bilo 72 od 75 posameznikov, ki so jih upoštevali za porotnike, naklonjenih obtožencu. Ko se je sojenje začelo, je obramba svoj primer predstavila na nenavaden način. Trdili so, da Sickles ne more biti odgovoren za svoje dejanja, ker je bil zaradi afere Filipa Keya z njegovo ženo začasno neprišteven. Kot je povedal eden od Danielovih odvetnikov, John Graham, če je bil v stanju belega besa. Ali je to prevelika strast za moškega, ki pred seboj vidi nepopustljivega, neizprosnega zapeljivca svoje žene? Ko se je razvijala ta argumentacija o začasni neprištevnosti, se je razvila nenavadna situacija, kjer je umorjeni Key skoraj postal obtoženec na sodišču, medtem ko je bil Sickles prikazan kot žrtev. Obramba je skušala okrepiti svoj primer tako, da je kot dokaz predstavila njeno pisno priznanje o aferi, v upanju, da bodo še dodatno upravičili Danielova dejanja. Tožilstvo se je uprlo in dokument je bil na koncu razglašen za nedopustnega. Neomajen je Sickles vzel stvari v svoje roke in izpoved razkril medijem, kjer je bila v celoti objavljena, s čimer je razkril Teresino zasebno življenje in še dodatno podžgal norijo okoli primera. Še en pomemben trenutek je nastopil, ko je na prostor za priče stopil zdravnik in pričal, da Danielov psihološki zlom zaradi razkritja o Teresinine zvestobi je bil tako velik, da ga je skrbelo, da si Daniel nikoli ne bo opomogel od norosti, ki ga je privedla do tega, da je ubil Filipa Keya. Teresa je bila vsakodnevno obrekovana in očrnjena v tisku, medtem ko je sojenje potekalo, sama pa se je izogibala javnosti. Ko so se posvetovanja na sodišču končala, 26. aprila je sodnik poroti naročil, naj upošteva, da so minili 3 dnevi med tem, ko je Daniel 24. februarja izvedel za Teresino afero in ko je 27. februarja ubil Filipa. Jasno izpostavljal slabosti ideje, da je bil umor zločin iz strasti. Daniel je imel 3 dni, da se pomiri. Dejstvo, da je po 3 dneh ubil Filipa, je nakazovalo na vnaprej načrtovan umor. Porota se je odločila drugače. Po samo 1 uri se je porota vrnila in razglasila, da je Sicklesova obramba z začasno neprištevnostjo upravičena. Razglasili so ga za nedolžnega. Tisti večer je Daniel priredil veliko zabavo v Washingtonu, ki se je udeležilo 1500 ljudi, da bi proslavili njegovo izpustitev. Dogajanje po sojenju je bilo morda prav tako nenavadno kot dogodki pred njim in med njim. Teresa in Daniel sta bila za kratek čas odtujena, vendar se nista ločila. Tereso so v tisku ostro napadli in jo je visoka družba na vzhodnji obali izobčila, medtem ko je Daniel ponovno zasedel svoj položaj v kongresu. Ob vsem tem se človek vpraša,
Ali so ljudje sploh res razumeli, kdo je bil morilec? Na koncu sta se zakonca nekoliko pobotala, kar je povzročilo še večje ogorčenje v časopisih. Potem je njuna senzacionalna zgodba postala včerajšnja novica. Abraham Lincoln je bil izvoljen za predsednika Združenih držav Amerike novembra 1860. Južna Karolina je mesec dni kasneje postala prva zvezna država, ki je izstopila iz Unije, in ameriška državljanska vojna se je začela aprila 1861, ko so konfederativne države Amerike začele poskušati izgnati sile Unije z juga. Tako je sojenje iz leta 1859 izginilo iz javne zavesti. V vsakem primeru je imel Daniel Sickles zdaj priložnost, da si povrne svoj ugled. Postal je častnik v vojski Unije in se boril v številnih najpomembnejših bitkah v vojni. V začetku julija 1863 je sodeloval v bitki pri Gettysburgu. Med spopadom mu je topovska krogla hudo poškodovala desno nogo. Nogo so amputirali in jo poslali v Vojaški medicinski muzej v Washingtonu. Kosti so še danes razstavljene v Narodnem muzeju za zdravje in medicino. Teresin zakon po škandalu nikoli več ni bil enak in večinoma se je umaknila iz javnega življenja. Večino preostalih let je preživela v New Yorku, kjer je umrla v Brooklynu 5. februarja 1867 zaradi tuberkuloze. Stara je bila le 30 ali 31 let. Kljub škandalu pred leti se je njenega pogreba v Greenwich Villageu udeležilo veliko ljudi zaradi družinskih povezav. Leta 1869 je bil Daniel imenovan za ameriškega ministra v Španiji, govorice pa pravijo, da je imel celo afero z izgnano kraljico, Izabelo II. V Madridu je nato začel razmerje s špansko-francosko žensko po imenu Karamina in leta 1871 sta se poročila. Par je imel skupaj 2 otroka. Po vrnitvi domov leta 1880 je opravljal številne funkcije v New Yorku in se celo za kratek čas vrnil v kongres za 2-letni mandat med letoma 1893 in 1895. Do takrat je njegova hči Tereza umrla. Med njima je prišlo do odtujitve. Laura, ki je bila alkoholičarka, pa je umrla leta 1890, stara komaj 38 let. Daniel Sickles je živel dolgo in umrl leta 1924, pri 94 letih. Kot zadnja pomenljiva podrobnost ostaja edini višji poveljnik iz Gettysburgu brez kipa, kar odraža senco, ki so jo na njegovo zapuščino vrgli škandal, sojenje in umor. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali zgodbo o Terezi Bajoli Sickles. Upam, da vam je bila zanimiva. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o življenju. In če želite več takšnih vsebin, mi to prav tako sporočite v komentarjih spodaj. Upam, da ste naročeni na kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih naložim. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjih pozabljenih življenjih. Hvala!